V Novi Sloveniji smo zaskrbljeni nad stanjem duha v slovenski družbi. Še posebej pa smo zaskrbljeni nad zastrašujočimi podatki, ki že nekaj časa bijajo plat zvona. Tu mislimo na zelo nizko rodnost, 1,2 otroka na žensko, na zelo malo sklenjenih zakonskih zvez, na veliko število ločitev, ogromno samomorov, vedno več depresij, zasvojenosti in tudi vedno več oblik raznovrstnega nasilja. Sprašujemo se, kam to vodi in ali je možno kaj spremeniti in izboljšati te kazalce. Menimo, da je možno in to smo pričakovali tudi od novega družinskega zakonika, da bo uredil razmere na mnogih izmed teh področij. Žal pa ugotavljamo, da smo nad njim zelo razočarani, zato bomo predstavili tudi naše zahteve in pripombe. Novi Sloveniji dajemo zakonu med možem in ženo ter družini zelo pomembno mesto. Zato menimo, da bi družinski zakonik moral biti v podporo družini in zakonu. Želimo tudi pripomoči k oblikovanju družbe, ki bo naklonjena otrokom, kjer bodo ti pomenili obogatitev življenja in jim bo omogočen razvoj v spodbudno skrbnem okolju. V Novi Sloveniji torej pričakujemo, da bo predlagatelj upošteval naše pripombe in pa da bo upošteval tudi pripombe, ki so bile izrečene na javni predstavitvi mnenj v Državnem zboru in pa tudi na dnevu družine v soboto v Ljubljani. Tudi večinsko javno mnenje ni naklonjeno temu družinskemu zakoniku v taki obliki in zato zahtevamo, da ga predlagatelj popravi oziroma da ga umakne iz procedure in pripravi nov predlog družinskega zakonika, ki bo boljši, kot je ta sedanji predlagan. V primeru, da te naše pripombe ne bodo upoštevane, pozivamo vse poslance v Državnem zboru, naj s svojimi amandmaji skušajo ta predlog dopolniti oziroma izboljšati. V primeru, da bodo v družinskem zakoniku ostale vse stvari, ki jim mi nasprotujemo, pa bomo zahtevali referendum in bomo naredili vse, da bomo zbrali dovolj podpisov za sklic referenduma.